Pozdravljena, Anja Zagolob. Me veseli, da si vzela cajt za nas Korošce. Zdravo. Zdravo. Vidima, gledama, vse v decembru, malo bomo igrali, kot da so v januarju, malo bomo tako imele par prerokbenih vmes, ampak tako zdaj bomo kar nekako začele. Zanima me, vem, da si Anja Zagolob, ampak kdo pa misliš, da si ti brez imena? Kdo si ti brez, da si Anja Zagolob? Kaj pa vem, zdaj trenutno se ukvarjam z uredniškim delom, tako da bi rekel, da me to v bistvu definira, ker imam pač neko situacijo, ko jo moram rešiti, pa to zahteva pač precej mojega časa. Pač to precej varira, odvisno od tega, kaj delam. To, kakor sem kot človek, to mislim, kakor sem, ko ne opravljam nekih svojih poklicov, to je neka stvar, ko je dosti intimna, pač, ko je povezana s tem, ko jo poznajo v bistvu bolj tisti ljudje, ko so mi res blizu, ko pač z njimi preživljam nek ta cajt, ko nisem v službi, no, ali pa ko nisem v službah, ko več stvari delam. To tudi zelo čuvam, mislim, to je tudi neka taka stvar, ko jo zelo držim za sebe. Nisem nek tak človek, ko bi, čeprav mogoče to tako izgleda na ven, ampak nisem nek tak človek, ko bi hotel svojo intimo deliti. Nimam, mislim, to imam ful ločeno. V bistvu pa to zelo lepo deliš z nami. Tukaj sedim poleg poezije v študijski knjižnici Naravna. Jaz tudi, ja. Ja. In zelo lepo to deliš z nami skozi knjige. Svojo intimo, nekako. To je neka, kaj pa vem, to je neka prekvašena, v bistvu mogoče to so neki nastavki, mogoče, v katerih tudi ne moreš glih videti mene, ker ni nujno, da sem jaz kot svoj lirski subjekt, ne, nisem v večino časa, no. Ne vem, koliko sem pa, koliko nisem, pa tudi jaz se sama ne zavzemam za to, da bi poezija bila neka terapija, kjer bi ti v bistvu izkazoval, kjer bi ti v bistvu lastno, ne vem, lastno intimo v bistvu prepisoval v knjige, pač gotovo so neki nastavki, gotovo so neke te, kako bi rekel, gotovo izvira iz nekje, gotovo neke stvari lahko najdeš v tem, ko v pesmih lahko najdeš neke stvari, ko so povezane z nekim mojim intimnim doživljanjem sveta. Ne nujno samo mene, ampak tudi pogled na svet ali pa neke stvari, ko so se zgodile, pa kako jaz jih vidim, pa to že. Ampak če je samo to, pol je slaba poezija, pač to so dnevniški zapiski, ko so pač slučajno v neki obliki, ko bi lahko bila poetična, ampak to mene v bistvu ne zanima. Mene pravzaprav zanima ta proces, kako iz tega nekaj narediti, kar bo funkcioniral kot samostojna enota. Se pravi, kar ne bo več vezano na to, kar bo odlimano od tega. Tudi če bi bilo v prvi fazi porinjeno v svet, ali pa da bi bila ta prva ideja nekaj, kar pa izvira iz realnosti. No. Meni se zdi, da tiste pesmi, za katere lahko rečem, da so mi uspele, so take, ko so odlimane. Ko v bistvu so sposobne živeti same od sebe, pa ko ni treba za njih tudi ne vedeti nobenih teh stvari. Ko so avtonomne same zase. Pomembno je, se mi zdi, da ko ti daš tudi celo knjigo pesmi, pol ko celo zbirko daš ven, je pomembno, da veš, da to s tabo zdaj kaj dosti več nima. Pač moje knjige imajo svoje življenje in jaz jih k temu tudi, jaz bi jih spodbujal k temu, da absolutno da nisem jaz ta, ki pol generira to, kako bojo sprejete. Mislim, želela bi si, da tudi če mene osebno kdo ne prenese, a ne, in taki ljudje so, da obstajajo logično, pač če se ti izpostaviš, pač valjda ne boš dobil samo rožica, ne, je tudi kar nekaj treka, pa polen vključenih v to, da pač živiš tak life, a ne. Absolutno, mislim, to javno izpostavljanje absolutno prinese sabo tudi zelo veliko enih debelih polen pod noge, no. Pač se moraš naučiti s tem živeti.
In tudi, če recimo jaz nekomu nisem simpatična, mene nekdo ne mara mojih stališč, pol zaradi tega a priori ne mara mene, kar je malo čudno, ampak ajde, ker ponavadi ljudje največ moje zapovedajo tisti ljudje, ko me sploh nikoli niso imeli nič z mano, samo so nekaj videli, da imam pobrito glavo ali pa jim to gre na živce ali pa ne vem. Zelo velike so te zunanji vtisi, ne. Velikokrat sem slišal, velikokrat sem videl, da zelo veliko ljudi, ko ima kaj proti mojim stališčem ali pa jih moje stališča revoltirajo ali pa razburjajo v smislu, da se absolutno ne strinjajo z njimi, to zelo zvajajo na to, kako jaz izgledam ali pa na to, da sem lezbika. To tudi recimo lahko pogosto problema, ne, ali pa to recimo, da me je zelo dolgo se imenovalo mlada pesnica, zato da pač se je me malo postavljalo tja nekam, a ne. Jaz bom počasi stara 50. mlade. Ja, počasi stara 50, ne, počasi, pa še vedno sem bila tam, ne, med onimi, ne, kao, joj, ne, to še ni dozorelo, ne, to še nima neke take teže, da bi človek rekel, ne, leje, zdaj pa to lahko začnemo počasi imati resno, ne. Se pravi, tudi, če recimo jim v tem kontekstu nisem všeč, bi si želela, da bi pa lahko pristopali k poeziji, pa se po poeziji v bistvu, pa poezijo gledali neodvisno od tega, pa probali pač vedeti, a jim je mogoče poezija pa bolj blizu, no. Teda, če bi pesmi, recimo, če bi delovali na tak način, bi bilo to že kar cool, no. Enkrat mi je ful dobro povedal Andrej Ofak, ko smo se pogovarjali o njegovem ustvarjanju. In pa mi je tako na nek tak način, precej tudi poetičen razložil muziko, da on je filter, je rekel, to ni moje, to je samo nekaj, kar jaz dam ven in stoji samo zase. Jaz lahko to ful vežbam, lahko s tem naredim najboljš možno, ampak tista pesem ni to moje, to nisem jaz. In tako sem se zdaj spomnila, ko si to govorila, da na nek tak način je v bistvu to zelo lepo v besedo on. Jaz ne bi sebe jemal kot nek medij, ne, kot nekoga, veš, ko se je postavil neko, se tudi verjetno on tako ni mislil, ampak hočem reči ponovno, pa me vprašal recimo to, ne, ja, pa kaj to pol pomeni, da si pa ti nek medij, ne. Pač seveda je to povezano s ful discipline, za mene poezija absolutno je delo, pač jaz ogromno enega cajta, ogromno enega napora gre v to, tako pač drugi ljudi pa kaj druga delajo, pa gre njihov napor v to. Ja. Pač ni to tako, da ti sediš pa pol, ljudje mislijo, da, ker je to tako enostavno, ali pač ti rabiš papir pa kuli, nič druga ne rabiš. In zdaj, pač vsem je, tako rekoč, v veliki večini ljudi je dostopen papir pa kuli in zdaj bi pol posledično to pomenilo, da lahko vsak piše. In seveda lahko vsak piše, klepati verze ali pa v prostem verzu nekaj pisati, kar misliš, da je poezija, to je vsak lahko to, seveda. In to tudi nič ni narobe s tem. Seveda, to je en od elementov poezije, je tudi svobodni izraz. Da se ti absolutno svobodno izraziš tako v tem, znotraj tega okvirja poezije, kakor tebi je. Ampak od tega do tega, da je nekaj poezija, je dolga pot, to pa je delo. In jaz absolutno, ja, te stvari niso moje več. Pesmi so odzun, so objavljene in jih ljudje dojemajo, berejo, ne berejo, dojemajo na take načine, ko se njim zdi, kakor oni interpretirajo, to je njihova svoboda. Poezija omogoča tako, to je za moje pojme najbolj svoboden prostor na svetu, kar je lahko. Ker je tako osvobojena nekega kapitalizma, pa tega vdora kapitala, ker tole denarja ni, pa tudi nič se denarja ne vrti v tem noter. Pa tudi nič ni povezano z denarjem to, sploh. To je neko mesto, ko ne zahteva od tebe neke produkcije za porabo, pa produkcije za porabo, tako pač običajno življenje zahteva. Ti delaš zato, da lahko porabljaš, a ne? In to tem krogu, noter se vrtiš, bolj ko ne. Poezija iz tega totalno izstopa, ne? Pač sploh nima te logike, niti ne zavezuje k temu, ne? Knjige tam, ko ti sediš, poznam tudi to polico zelo dobro, a ne? Načeloma tam zraven, ko ti sediš na tisti okenski polici, je zraven, ko je pred tabo, jaz ponavadi sedim, pa gledam knjige, ne? Tam
teta je moja polica, moja tek doma. Ne, teta, tam, ko si ti, pa ona polica tam zraven, to je področje, kjer se jaz počutim v celi knjižnici najbolj doma. Tega ti zdaj v bistvu sediš pri meni doma, tako rekoč, ne. Tam recimo, teta polica je žal vedno polna, ne. Meni je to super, ker pač jaz dobim, ko pridem jaz v Ravensko knjižnico, jaz v bistvu si ful sposodim, pa to ni samo Ravenska knjižnica, to je posod v vseh knjižnicah, kamor hodim, ne, je glih. To je najbolj žalostna stvar, da ljudi ne grejo na teti policiji. Poezija je vedno tu. In to je ful, mislim, to je super, ne, seveda, ampak to je zato imate po 2 izvoda, zato da enega lahko ljudi si sposodijo, pa bo poezija še zmerom tam, ne, to je super. In meni je to, žal mi je, da je tako. Vem, da ko je na Poljskem, vem, da je bilo eno obdobje na Poljskem, pa ne vem točno, kdaj bo to, mislim, da bo to konc 90-ih, ko je bila prvič taka ful huda kriza, da so bile te police izropane, da so ljudje hodili masovno tja, zato, ker so razumeli, da je poezija nekaj, kar nujno rabijo v svojem življenju. In pri nam je meni ful žal, da ni več tega. No, jaz sem vesela, ko pač dobim vse, ko pridem jaz v knjižnico, kjerokoli, ponovadi dobim vse, kar rabim pri poeziji, ker je ponovadi vse noter. Žal. Bi pa mislim, morali ljudje ful več brati poezijo. To se mi zdi absolutno nujno. In pač to, recimo, jaz se tam počutim ful doma, ampak hočem reči, če se navežem na to, kar sem prej govoril, to je dostopno ljudem zastonj, tako rekoč. Ti se moraš pač včlaniti v knjižnico, pa to, če pogledaš na celo leto, kak je strošek, je minoren, hvala Bogu, imamo mi tak sistem knjižnic, imamo mi v Sloveniji izjemno, fantastičen. To je ena najboljših stvari v Sloveniji kot državi, tak sistem knjižnic, ko ga imamo. Jaz, ko nisem v Sloveniji živel, je to bila ena od stvari, ko si jih najbolj pogrešal. Se pravi, sistem tak splošnih knjižnic, ko ga imamo mi, to je ne zlata vredno, to je neprecenljivo. Da ti lahko priješ za nek drobiž, tako rekoč, za celo leto, k teti policiji, kadarkoli hočeš, takrat, ko je pač odprta knjižnica, in imaš tole zastonj vse. Teta vaša je pa še posebej dobro založena. To moram prav Dari reči, to vsaka čast, to je odlično je založena, ta polica, vse imate, imate 98% stvari, ko sem jih iskal, Pa jaz sem poklicno se s tem ukvarjam, kar pomeni, da nekdo, ko se ne ukvarja poklicno, s tem bo najdel vse, to je, veš, in če je tako, pol je poezija absolutno dostopna. In bi pričakoval človek, da bo bolj prazno tam. Da bojo bolj dojemali, Zdaj pa, Anja, za vsemi nami je precej kaotično leto. Tako, gore, dole, levo, desno, vse sorte smo dali skozi. Kako bi ga pa ti ubesedila? Kako leto je za tamo? Ni besed za to. Ni besed za to. V bistvu veliko nas ne piše, jaz tudi ne pišem. Veliko nam je, se mi zdi, da je to ena od večjih bolečin, ko me spremlja letos, celo leto, da ne morem dejansko pisati, ker jaz se mi zdi, da koronske lirike res ne rabimo, da tega res ne bi, da je to ena od onih stvari, ko jih direktno preneseš, pa da to ne bi tega, da to je res slabo, sam slabo. Tako da se meni zdi, da je ena od hujših udarcev, ko ga občutim dnevno, pa ko me je res prizadel da ne morem delati tega, da ne morem pisati poezije. Zato, ker so zunanji dejavniki tako močni, pa je to preprečevanje tako naporno, da v bistvu da je v bistvu težko si vzeti cajt pa imeti mir. Ful je težko imeti mir. In jaz pač nujno rabim mir, zato da lahko prijem do sebe, k sebi, od tam, ko v bistvu začnem pisati. Mora biti to neka možnost, neke prostranosti, ko je neomejena, mentalno seveda. In to zdaj, žal, pač trenutno v teh razmerah ni možno. Pol pa druga stvar, ko se na to neposredno veže, je pa pač odnos države do kulture.
in do umetnosti in seveda do teh delavk in delavcev v umetnosti, tudi samozaposlenih seveda, pa tudi vseh ostalih v javnem sektorju, to je kar približno isti boj. Mogoče so vsebinske, tematsko vsebine druge, ampak point je pa isti. To je nekaj, česar res nismo nucali, no. To je tako, veš, ko imaš ti štalo, pa imaš notri krave, pa imaš domačijo, zdaj pa ti krava, kot ti telija, ne, zraven ti pa bajta gori. Tako, kaj boš zdaj naredil? Tam kravi, zastopiš kravi, moraš zdaj to narediti, ne, tam bo tele, bo crknal, če ti ne boš, pa veš, moraš biti zraven tam zdaj, tisti moment, zraven ti pa bajta gori, kot ti je eden podtaknil, požar. Tako, mimo je šel, pa ti je požar podtaknil, pa ve, da imaš, da ti krava teli. Tako, no, stari, a si moral to gledati, mislim, prvič, fuck off, ne, vse imam tam, ne, drugič pa, a si moral to gledati zdaj narediti. Pač, ko res ne morem, ne, tam gre za življenje, ne, tam gre za življenje, tam imam pa vse, kar imam, kaj ne zdaj naredim. Taka pozicija nekak je, ko ti držim s posto, ne, to je ono, fuck, jaz ne vem več, kam naj se obrnem. Tak sem, a veš, in ko sem pa tota, pa v končni fazi, ko se dosedem, se samo, in ne morem nič. In taka neka pozicija je, in je strašno naporno, da se moramo zdaj, ko se bi morali vse ukvarjati s tem, da pomagamo, pa probamo preprečiti, pa se držimo ukrepov, pa razmišljamo o tem, kako pomagati, predvsem starostnikom, rizičnim skupinam, ne. Se pravi, predvsem tem ljudem v domovih za starostnike, ko so prepuščeni, da mi kaj bo zdaj, tam, to so ljudje, ko so stari, ljubi Jezus, celo življenje so delali, kaj zdaj? Mislim, da bomo vse spostili, pa bomo njim pomagali, logično, pa tistim ljudem, ko so v rizičnih skupinah, tistim, ko imajo druge pridružene bolezni, itd. Vsi bi se mogli s tem zdaj ukvarjati. S čim se mi ukvarjamo, ja, ljubi Bog, no mi se ukvarjamo s tem, a boš imel na aplikacijo na enem telefon, da se boš lahko malo bolj okrog gibu, ko ne, a boš zdaj naložil to aplikacijo, a ne boš, a je to protiustavno, ja je, ukvarjaš se s tem, ne vem, jaz ne vem, hodim, vabi me na nujne seje odbora za kulturo, se ukvarjam s tem, kako razložiti, zakaj je položaj samozaposlenih v kulturi popolnoma, mislim, izven vsake pameti, no. Se pravi, ukvarjamo se s stvarmi, ko ne veš, ko je res tako ti držim s postom, no. Ko je res taka pozicija, tako Korošci to rečemo, ne, pač to je, pa Korošice seveda, to je neka taka pozicija, v katero te sili nesposobnost vladanja, ko smo ji zdaj priča, pač. Meni je zelo žal, ampak tega ni mogoče drugače imenovati. Ni možno reči, ni temu možno reči drugače, pač ne da se. To je nesposobnost, to je nekaj, ko ti zrase čez glavo. Ko nisi sposoben tega obvladovati, in pa nisi sposoben priznati, pa reči, fakt, ne znam tega, ne vem, kako ne naredim, kaj naj naprej naredim, pomagajte mi. Ampak je tu neka oblastiželjnost, neka oholost, neka ta, jaz imam prav, pa noben drug nič, pa jaz bom to tako po moje, ko se cepi na pomanjkanje empatije. Mi pa glih zdaj, ker se ukvarjamo s takim problemom, ko je tako hud problem zdravstven, rabimo točno to, empatijo, sočutje, solidarnost. In tega ni. Ta oblastna struktura, ko zdaj vidim to in v kulturi in v obče širše, ni sposobna dati. In pa se na eni točki nek minister za gospodarstvo ugotovi, mogoče bi pa zdaj v tem trenutku pa rabili ljudi, da bi nas poslušali, pa da bi nam verjeli. In stari, kje si pa zadnje pol leta? Kaj si pa zadnje pol leta delal? Kaj pa misliš, zdaj pol leta si tepo ljudi, govorim metaforično, zdaj pa rekel, tole je cukor. No, že ne, noben tega cukra, zdaj vsi mislijo, da zagiftan. Halo, mislim, zakaj? Le zakaj, mislim. Teda, meni tako leto je za mano, to je dober opis tega, mislim, ko se je vse skoncentriral v decembru, logično. Težko niti ne začenja opisovati pač. In kaj v takem letu bereš? A kaj bereš? Lahko bereš? Težko berem. Težko, čisto iskreno rečeno, ful težko berem, zato ko me motijo sosedi spodaj, ko so glasni, recimo, ko pač čujem to. Če bi bilo normalno leto, bi ful manj čuval, ko bi bila ful bolj noter v stvareh. Zdaj pa se ful teže se skoncentriram, kot se sicer, pa slišim, da nimam edina tega problema, žal, da je veliko ljudi, ko težko pridejo zraven. Mislim, ja, silim se, absolutno, ker se mi zdi nujno.
ker po drugi strani pa veš, takrat, ko pa se usedem, ker sedem se vsak dan, absolutno ustrajam na tem, da moram brati, da tudi če mi je težko, če se ne moram skoncentrirati, pa pač manj, pa pač ne tako dolgo, pa pač ampak silim, pa se obvezno si predpisujem si, da moram obvezno vsak dan brati. Ker to se mi zdi pa nujno, to pa je osnovna človeška lastnost, ko nekaj, kar nas dela ljudi. Jaz ne moramo ne brati, pač to, pa mislim brati knjig, ne to na internetu browsati, pa surfati, to je prva faza branja, to je tisto, ko zaradi informacij bereš. Zato, da pač informacije dobiš in jezik in to je pač te, kar ti pomaga. Ampak brati literaturo, ko bereš globinsko, ko bereš v globino, ko te stil zanima, ko te način zanima, ko te knjige kot take zanima, ko te umetnost zanima. Bi delila z nami naslov? Ne, veš kaj, nimam v bistvu, jaz berem ful poezije, pač berem vse, kar mi pod roke pride. Ni, da jaz imam tam pri posli, imam ene 15 knjig, ko so pač tis, kar je sproti, kar si sproti recimo naročujem, pač ko zdaj žal tudi v knjigarno ne morem imeti, ali pa to, kar imam iz knjižnice recimo, ko imam še sposojeno, ko bi moral nazaj nesti, pa zdaj pač je so taka situacija. Tako da imam ful, mislim, jaz imam vedno tak en pok, pa to se mi zdi tudi taka neka, ko se tudi sprot spreminja, pol ene stvari vidim, da teži, pa pol moram bolj dolgo traja, ene stvari grem hitreje skozi, čisto odvisno, ali ko jaz imam malo specifičen način branja, imam mogoče, da je to v bistvu neka realnost, v katero hočem hoditi, po kateri hočem se gibati, Da za mene ni to samo pač tako vzam knjigo, pa to preberem, pa dat bek, ampak so to neki svetovi, ko mene v bistvu delajo človeka. Se pravi, ko morajo biti meni nenehno dostopni, zato da se jaz lahko vsak dan staknem s tem, kar je najbolj človeškega v meni, ker jezik je to, po čemer smo ljudje, se pravi, to nas loči od vseh ostalih bitij in od siceršnjega sveta, to, da smo sposobni kultivirati in uporabljati jezik in v literaturi je pač to še dodatno kultivirano, dodatno uporabljeno, še z večjim nekim, še z neko večjo skrbjo in slastjo z obojim. In to je nekaj, kar je meni v bistvu enako, ko jest, ali pa spati, zato da se spočiješ, Take te primarne stvari, ko so nujne za to, da si ti človek, meni branje spada tja not, da jaz pol knjige v bistvu gledam kot, ne vem, a veš, spomnim se recimo enega dela, enega odlomka iz ene knjige v nekem cajtu, ko delam neki in pol tisti del berem, ali pa grem pol naprej tisto knjigo brati, zato ko se spomnim nečesa, kar je noter, neke atmosfere, ko je vezano na to, kako je to, pol recimo pri poeziji, naprimer, vztrajam na tem, da recimo tu v bloku, ko živim, jaz imamo spodaj neko tako, veš to, ko imaš neko tako tablo iz plute, veš, ko gr popajo tiste obvestila, to, ko popajo gr tiste obvestila, kdaj bo kosovni odpad, ali pa ne vem, če je kaj. Pol ko sem se preselila, sem se odločila, da bom pač si nekaj par kvadratnih centimetrov tiste table, jaz uzurpirala za sebe, da bom tam gr vsak teden eno pesem zamenjala, pa bom eno pesem gr na popa. In sem malo najprej cvikala, bo je to tudi sosedja in bo to problema, ko lahko bi rekli, ja, teta tabla ni za to, pač teta tabla je za obvestila. Jaz sem seveda imela pripravljen odgovor na to, da je to najbolj pomembno obvestilo od celega življenja, in da pač oni kosovni odpad je že pomemben, ampak pride pa gre, poezija pa je večna, tako da dajte mir, ampak ni noben, še celo en sosed mi je pisal, da je super, tako da sem za zdaj v bistvu to, v bistvu vsak teden pač zamenjam od oka na en teden, pa pač jih pol pripisujem na roke iz knjig, pa jih pol naredim na tak čim manjši papir, da ne placa jemljem, pa dam gr, in pol to menjam. In tako na tak način tudi pol, jaz v bistvu, tudi pol, jaz si tak berem poezijo, pa pol tisti, kar bolj berem, pa tisti izberem, za dolta tudi, na tisto tablo. Tako da v bistvu bereš, da drugi berejo. Ja, tudi to je tudi en del, ampak jaz tako ali tako berem za sebe, tako ali tako sproti skozi in me to v bistvu je to samo en tak sidekick, en tak dodaten, še dodatno nek tak okljuk tega, kar delam, ampak
se mi zdi, da mogoče je to branje nekako dosti posebno, ker ko so bile recimo knjižnice zaprte, sem nujno rabil neke stvari, ko jih jaz pa doma nimam, a ne, in je bilo to meni je bilo to tako, pa kako zdaj jaz ne morem, ok, zastopim, da ne morem. Kaj nisi poklical k nam, bi ti poslal? Ja, sej, evo, no, viš, ne, drugič bom to naredil, ja, pač tako sam tista, veš, tista tesnoba, kot je, ti že zastopiš, zakaj je tako, ne, pa zastopiš, da je lockdown, pa da moraš biti doma, valjda, logično, da pač pomagaš na tak način, valjda boš, tudi če ti sam nisi rizična skupina, hvala Bogu, da drugim, logično, da pomagaš, normalno, ampak tista tesnoba, veš, ko pa imaš on feeling, ne morem do knjig, ali meni je bo vseeno, da ne morem do cota, pa da ne morem, ne, kaj me briga, saj imam trenerko, pa v redu je, ne nucam, ampak da ne morem knjižnico po knjige, pa v knjigarno si kupiti tisto, to pa bo tako, shit, kako bom zdaj to, pa sem si rekel, saj si hitro najdeš, pa sem si rekel, pa saj imam tete tole, pa ziher teti, še nisem si, bom tete dokler. Sam, če ti delaš, in če ti delaš, pa razmišljaš, ne, pa neko intelektualno delo delaš, pol se to tek nadaljuje iz ene stvari v drugo stvar in ne sme ti zmanjkati na eni točki, a ne, užice pa tega nimam, ali. Včasih je tudi tisti občutek, verjetno, ko smo ga dobili pri tem, kaj lahko in kaj ne, tega nismo navajeni. In po mojem, že sam ta občutek človeka potisne nekam v kot, ko ne najde ven, pa čeprav lahko gre sem naprej. Pa tudi on feeling je, da srečaš ljudi tam, a ne. Se pravi, da gre tudi za neko izmenjavo mnenj, za neko debato, da ne vem, da prideš v knjigarno, pa recimo v knjigarno, pa tam, ne vem, so ljudje, ko jih poznaš, ali pa jih srečaš, pa se z njimi pogovarjaš, kaj oni berejo, kaj jim je, kako so drugače, kaj razmišljajo, to so taka mesta, tudi ko tudi neka intelektualna izmenjava poteka. Tudi knjižnice seveda, absolutno, ne? To, da ti v knjižnici imaš recimo tudi neke literarne večere ali pa neka branja, ker srečaš ljudi in z njimi tudi izmenjuješ neka svoja stališča in to so taka mesta, ko so absolutno nujna za to, da bi mi preživeli kot ljudje. Zato je to tako pomembno, a ne? Zato tako čakamo, gledališča, recimo knjižnice, knjigarne, galerije, te prostori, ko so se prvi zaprli, pa ko so najbolj pod udarom, zato ker so tako zelo podrejeni temu stiku s publiko, živo publiko. In logično, da je bila to ta prva stvar, ne, ko je bila problem. Ker če se pač virus prenaša med živimi ljudmi v nekem takem stiku, pa pač valjda gre najprej na to, a ne, da je treba najprej to zapreti. Je pa to meni, ne vem, ontološkega pomena, no, tako res ne morem zadosti povedati, kako pomembno je. Tudi knjige seveda, to, da prideš ti do knjig, ampak tudi sam ta stik, to, kaj ti vse knjižnica da, to, kaj vse ti od tam imaš, to, da ljudje hodijo tja, ne vem, na tečaj računalništva, da hodijo pol računalnike lahko tja uporabljati, če jih recimo doma nimajo. Zelo veliko ljudi nima. Se vidi zdaj recimo pri tem šolanju nadaljavo, kak problem je s tem. Kak problem je s tem, da tek otrok nima doma takih pogojev. In knjižnica je tudi zatočišče v končni fazi tistim ljudem, ko recimo doma nimajo varnega okolja, kar ni tak redek pojav. Žal. Ljudem, ko so, ne vem, mi smo prihajamo iz različnih okolij, imamo različne pogoje dela. In tako mesto, kot je knjižnica, jaz vidim tudi kot nek drugi dom, tako rekoč, kot neko mesto, kjer se ti lahko v nekem varnem okolju posvetiš, upam, da varnem okolju, pač posvetiš tistemu kar nekemu mentalnemu delu, ali pa čist nekim stvarem, ko druge nimaš prostora za njih, ob tem seveda, da drugih ne motiš, da si pač ti, da zastopiš. Zato so tako ključne in zato tudi tako manjkajo, se mi zdi, v tem cajtu zdaj. Ful veliko ljudi točno to rabi, nek mir, pa neko okolje varno, tiho, kjer se lahko skoncentrira, pa kjer je vednost na dosegu roke, v bistvu. No. Na prvem mestu, ja. V bistvu, kjer tudi srečuješ ljudi, ko iščejo in potrebujejo isto. Točno to, pa to ni neka sekta, a pa gre dejansko za tja prihajajo ljudje, ko so si popolnoma različni, imajo različne poglede na svet, na stvari, različne politične orientacije, različne druge orientacije, čisto vseeno je.
To je ta demokratičnost knjižnice, ko je meni tako blizu, ne. To, da lahko vsak pride. Pa da lahko vsak bere, kar hoče. Da ni neke te, veš, neke sekte, ko moraš ti pripadati z nečim, ne. To ni to je samo, kar nas veže, je samo to, kar je najbolj primarno človeškega, da rabimo svoj pa jezik, ne. To je vse, kar nas veže. Ampak to je hkrati to, kar nas dela ljudi, ne. In pole je čisto vseeno, eni ljudje tam ure in ure sedijo pred filozofijo in tam žulijo nekaj, medtem ko drugi ljudje bere New Age. In ti ljudje grejo skupaj v knjižnico in skupaj dol kafe pijejo, če pač je kafiča, ne. In to ni pomembno. Ta oblika druženja je neka oblika druženja, ko jo vedno podpišem, pa ko jo strašno pogrešam, no. Se mi zdi, ko si me vprašal, kako leto je za mano je leto brez tega druženja, ne. Brez te oblike demokracije, ne, kar je grozljivo pač, seveda. Valjda veš, da je to za višji smotr, normalno se odpoveš temu, logično, ampak si pa tesnoben. Si pa le človek. Ko tesnoben, ko razmišljaš o tem, ne, kak bi bil svet, če tega ne bi bilo. Jaz osebno jaz sem itak že prej bila totalen fan, ne, branja pa umetnosti pa to, v končni fazi je to tudi moje delo in je tudi moje življenje, se to je prepredeno eno z drugim pri meni pač. Ampak zdaj, ko so nas okoliščine prisilile v to, da razmišljamo o tem, kako bi bilo, če sploh ne bi imeli možnosti, to je svet, ko ga absolutno nikoli pod nobenim pogojem ne želim živeti. Niti v sanjah, ne. Mislim, bi bila nočna mora, če bi bilo tako. Da ne bi bilo epidemije, pa da tega ne bi bilo. Ja, brezizhodno. Ja, popolnoma, ja. Zdaj pa, če preidemo iz papirja na ekran, a kaj več gledaš filme, kot si jih prej ali manj, a mogoče kateri film priporočaš? Ne vem, če gledam, gledam kaj več. Ne, jaz sem v bistvu tudi že prej dosti gledal filme in v kinu veliko. Jaz sem se iz Maribora nazaj v Ljubljano preselil, med drugim tudi zato, ko Maribor nima art kina. To me je ful motil, tako da za mene je kinodvor v Ljubljani, ali pa kinoteka, oboje, to dvoje je tudi tak drugi dom, no. Tudi nekaj takega, ko ne morem brez tega. Zdaj pa, to je luksus, da imamo dejansko kinodvorano, ko vrti art filme, pa da imamo kinoteko, a ne, ampak to je v bistvu v Ljubljani tako, a ne, pa pol v nekaterih drugih manjših mestih še ni pa tako posod, zato so, da si pol prepuščen lastni videoteki oziroma temu, kar ti gledaš. Tako da ja, večkrat jaz gledam doma filme, ja, imam neko zbirko DVD-jev, pa gledam dosti filme, tako da ne bi rekel, da se je to gledanje doma kaj spremenijo. Mi pa manjka to, da grem v kino gledati. Je to nek drug občutek. Ne samo zato, ker je tam platno večje, ne samo zato, ampak tudi drug feeling je, da greš v kino. To je tudi neka industrija, kreativna industrija, ko jo s tem podpiraš, kar se mi zdi prav. Pa tudi neka vrsta druženja, neka oblika druženja, ko si med ljudmi, ko lahko pol z njimi razpravljaš o tem, kar si videl, kar mene ful bogati. To, da doma gledaš sam, mislim, seveda se pogovarjaš, če ne živiš sam, jaz živim z ženo, ne, pač valjda, in jaz se lahko z njo seveda se pogovarjam logično o tem, kar gledava skupaj večkrat filme, ne, ampak je to drugače, ne, tudi, mislim, manjka ti en del. Kaj gledam? Gledam klasiko predvsem, jaz veliko gledam Hitchcocka, veliko imam pač nek ta box set, a ne, in dva v bistvu, mislim, da imam, ja, dva v bistvu, ene, ko niso netr, ko so to različno pakirajo, veš, ko jim je različno pomembno, kateri deli so pomembni, pa vedno kaj fali v teh box setih, vedno en film, ko je pa ful pomemben, ga pa ni netr, ne, pač moraš pol nekako si to nabaviti. Pa jaz ne vem, do Hitchcocka imam nek tak odnos, tak love-hate relationship, no. In se mi zdi to super, ker je to vedno nek napor, vedno je neka komunikacija, vedno se mi da pogovarjamo, tudi če se kdaj bolj v glasnih tonih pogovarjamo, ne, da mi nazaj vpije, kak jaz to ne zastopim, ne.
In jaz njemu razlagam, da to ni v redu narejeno, ne? To se meni ne zdi. Ta dialog je v bistvu ful živ, ker je fajn, da se izpostavljaš stvarem, ko se ne z njimi a priori strinjaš. Ne? Mislim, jaz recimo Kislovskega, jaz gledam kot neki tak, ko mi je bed, ko se slabo počutim, je meni to tako, ko bi me, gledati, trilogijo ali pa dekaloge, je meni tako, ko bi me nekdo tak primo pa rekel, a boš piva kakao, pa daj ti gre meni kakao narediti, pa daj, a boš malo ruma, daj tek za hec, daj malo ruma, pa ajde, to je meni tak feeling, a veš pač, meni trilogija, jaz se znam na pamet od Kislovskega, po moje znam na pamet, ker sem neštetokratno gledal, ampak to je res tako, da meni tek prime in mi reče, kul je, lej, se bo, dejma, lej, to ti je najboljš, kar ti lahko dam. Tako bi ti nekdo pokazal svet, pa rekel, lej, človeštvo je tudi tega sposobno. Človeštvo je sposobno narediti nekaj takega. En človek je sposoben to zrežirati na tak način, ljudje so sposobni to na tak način odigrati, to je možno. Se pravi, mi to imamo. Lej, kaj smo dosegli, a ne? Lej, penicilin smo izumili, a ne? Lej, zdaj zaradi neke stvari ne umirajo več, upajmo, da bomo našli zdravilo proti raku, a ne? Da bomo dokazali, upam, da bo to cepivo proti koroni, proti covidu delovalo, a ne? Lej, smo sposobni nekih stvari, ampak lej, v umetnosti smo sposobni tega. Lej, kaj smo naredili, lej to. Ne? To je tak feeling, tako ono, ko se... Mislim, to je nekaj najboljšega na svetu, kar lahko imaš, po moje. Mislim, ta občutek za mene, pač pri trilogiji, recimo, ali pa pri dekalogih, ali pa pri Dojnem Veronikinem življenju, ali pa pri Človeku s kamero, recimo od Kislovskega, končni faz tudi pri Slučaju, čeprav tam že tako bolj, no, ampak ajde. Je nek občutek tega, česar je človek sposoben. Neke take sposoben kultiviranje, neke take omnipotentne lepote, ko je hkrati ful kritična, družbeno kritična, hkrati ful angažirana in ko je noter nek tak razmislek, nek intelektualni napor, ko ga od tebe zahteva tudi absolutno najbolj naperjen, najbolj oster, najbolj globok intelektualni napor, ko si ga sposoben. In ko hkrati dobiš istočasno tak zadarilo zraven, tako najbolj sublimno lepoto možno. Meni je to tak, ne vem, meni je to nekaj takega, ko si ne predstavljam, da bi človek brez tega živel. No. Tako da jaz to gledam, pa ne vem, tako na tedenski bazi, no, se mi zdi, da kar kontinuirano pač. Ko pridem čez, tako nekako si predstavljam tako Eiffelov stolp, ko ga obnavljajo, ga po sektorjih obnavljajo, ne, in ko ga do konca obnovijo, ga morajo spet začeti obnovljati, ker so oni sektor že spet potrebno obnovljajo. In je tako približno nekaj gre. Da se v bistvu skozi to se polniš, To so neke take, v bistvu, se mi zdi kar nujne stvari. Ne vem, se mi zdi, da zdaj zaradi teh omejitev ful premalo hodimo v naravo, ker pač, a veš, to imate vi ful prednost, ko živite, da imate za voglom naravo, Pri nam tole v Ljubljani je to malo težko, no. Malo težje je. Tam Rožnik je tako, da bi šel k maši, no. Pač, ko grem v nedeljo na Rožnik, je tako, da greš k maši. To nima smisla. To je brez veze. Nimaš nič od tega, ne. Pač moraš bolj vedeti, kam jeti, pa to. Tole je vznotraj te občine, recimo, ne. Prvo je to imate res srečo, to ful vam zavidam, ne. Zavidam vam tisto knjižno polico, tam vam ful zavidam, to tam, ko sediš, tisto strašno zavidam. Pa celo knjižnico Ravensko, ko je meni tak, ena od onih top 3 knjižnic, ko sem bila, pa ful vam zavidam to, da imate, ne vem, Leške hribe, Leški les, da imate tam Šentano in Strojno in vse tam okoli, Uršljo goro, vse to, da lahko se v bistvu ni treba z avtijem kaj dosti peljati, no. Pa ste že noter, to je super. To vam res to strašno zavidam. To je res, pa se lahko vedno vračaš, Anja. Takoj, ko bojo samo da odprejo. Ta prva pot moja bo domu, pa nekam en les. Pa v les. Kaj pa, saj smo v bistvu skozi celo debato, smo že marsikaj o tem povedali, verjetno tudi smo iz tega razbrali.
kaj si pa želiš v letu 2021? Kaj želiš drugim? Kaj bi ti koledovala v tem mladem letu? Da bi me odprli, da bi bila situacija tako stabilna, da se to neha. No. Ampak to je, da se neha v naslednjem letu, pa da to s tem cepivom stvari poradijo in da dejansko, da bo to nekaj, da bo to leto nekaj, kar bomo razlagali za namcem, pa smo pa tudi to predstavili si, kao, sej ni res, pa je varianta, veš, kaj smo preživeli, da bo to nekaj takega, no, želela bi si, da bi se drugo leto, ta nova normalnost, logično je, da se ne moramo vrniti v to, kar je bo, to tega ni več, pač, in da bo to, kar nas čaka, pač, nova normalnost, normalnost 2.0, in želela bi si, da bi v njej bo več nekega humanizma, več neke empatije, več nekega sočutja do soljudi, več neke solidarnosti. Zato, če smo mogli to skozi dati, pa je bilo to tako težko za nas vse, za posameznike in posameznice in za družbo. Kot celoto tudi. Če bo to res neka taka težka stvar, pol bi bilo fajn, da bi od nje odnesli nekaj boljšega za nas. Se pravi, da bi bili boljši ljudje, boljša družba, kar pa po mojem mnenju lahko dosežemo samo na tak način. Se pravi, da se zavedamo, da smo kot družba, v kateri moramo vsi živeti, ker ni več možno biti zdaj Zaratustra, pa iti na en breg, pa tam živeti, pa nič ne imeti z družbo, ne da se to več. Da bi razumeli, da moramo kot družba razumeti neko najbolj bazično dejstvo, da smo mi kot družba teko močni, ker je naš najšibkejši člen močen. Se pravi, da neke skupine, neke manjše enote, tudi s katerimi mogoče se mi ne strinjamo. Jezus, kako je Bog, ko je Lek obesil gor mavrično zastavo, ko je Lek kot družba praznoval mesec boja proti homofobiji, pa so seveda tudi v Prevalah, ker je tudi Lek pač obesil tisto zastavo, gor Jezus, kako je Bog. Pač zastopim jaz, da pač ljudem to ni blizu, da pač oni so straight in jim ni blizu, da je nekdo ni. Jaz nisem. A lahko zdaj date mir mi s tem. Pač, če vi to ne zastopite, pridite me vprašite, vam bom razložil brez problema. Če boste vprašali spoštljivo. Če meni tam eden po Facebooku svina, ne bom. Zato, ko nisem dolžna sovraštva pa homofobije pa agresije na sebe prenašati. Ampak, če nekoga to zanima, lahko me pride pa me vpraša. Brez problema bom razložil, bom povedal, zakaj je tako. In bomo lažje živeli en z drugim. Jaz tudi ne razumem nekih stvari. Jaz tudi ne razumem, zakaj neki ljudje neke stvari počnejo. Ampak probam se pozanimati, pa ne a priori imeti nekega mnenja, ker na tak način ne moramo empatije, ne moramo neke solidarnosti. Ni treba, da si pol ti ljudje mislijo, da bo pol oni postali. Zadnji sem slišala to, pom pa jaz tudi gej. Ja ne, stari, ne boš, ne, mislim, sorry. Je pa le treba neko karto tu plačati, ne. Ne moš kar tek postati gej, to je malo škatljivo. Ne boš niti treba tega prevzeti v lastno življenje, ljubi Jezus. Samo take pač si daj placa, da zastopiš, ne. Da probaš zastopiti, pa nekako zastopiti, da to tudi obstaja, pa ne srati po ljudeh, zaradi tega, ko niso taki kot ti, no. Mislim pač, hvala Bogu, a si predstavljaš, da bi bile tiste knjige, vse ena knjiga, pa ljubi Bog, pa tiste police ne bi nucali, tišle ne imel delo. A si predstavljaš? Mislim, to je katastrofa, no. Od ljudi zahtevati, da mislijo enako in da debata je to, kar je pomembno, ampak mora biti spoštljiva, pa ne agresivna. Pri nam doma, recimo na Koroškem, ne pri nam doma, ampak na Koroškem je strašno popularna ta direktna agresija. A veš to, kao, tih bod ti, pa veš ono, kaj ti veš? To je tako, jaz sem se tega se preselila. Jaz nisem mogla v družbi tega gledati, ne, da ljudje na tak način pristopajo. Ne. Pa ne pravim, da so vsi taki, Bog ne daj. Ampak rada bi, da bi jih bo manj takih. To je pa možno doseči na tak način, da se ljudje izobrazijo, da vprašajo, da probajo, tako reče, veš, ko je ta butast pregovor, da probijo hoditi v mojih čevljih en dan. Pač saj je nekaj resnice na tem, pač probaš, zakaj si ti tak, zakaj tako verjameš, zakaj to gledaš?
Recimo, jaz sem ultra levo, mislim, za mene ni dosti leve stranke tu, če bi jaz se mogel opredeliti svoje politično prepričanje. Ampak, recimo, ne vem, imam pa v krogu ljudi, ko jih poznam ljudi, ko so desni, pač ko so desničarskega, mislim, ko so desnega prepričanja, pa recimo volijo desne stranke, v desnem polu. Mene zanima, zakaj. Zakaj? Jaz to ne zastopim, povejte mi, zakaj. Sam dajmo debatirati. To bi si želela za naslednjo leto. Pa so, da bi želela ljudem zdravja, pa želela bi neke kritične misli, to, da ne verjamejo tega, kar hočejo verjeti, ampak da probajo še drugo plat videti, pa probajo si neko mnenje ustvariti na podlagi tega, da se izobražujejo. Najlažje je, da te fotra ena roka, ko jo dobro poznaš. Pa skozi resna repica je super, jaz jo obožujem. Samo skozi resna repica jaz, a veš, si ne predstavljam. In z druge strani, ne vem, kaj pa suši, ne vem, neki, ne vem, ali pa golaš, ali pa ne vem, neki špagete, ne vem, proba to pa tam, da vidiš, zakaj ti je resna repica tek dora, ker ne vem, špagete pa ful ne maraš. Samo moš probati jih najprej. Meni se zdi, da je to test. In poezija, to, ko si me na začetku vprašala, se mi zdi, da poezija je nekaj takega, kar odpira to možnost empatije ful na široko pri ljudeh. Ker deluje na ful različnih ravneh, med katerimi je ena tudi čustvena. Ti se odzivaš na poezijo primarno na neki čustveni ravni. Jaz recimo neko pesem preberem na literarnem večeru, pa ljudje rečejo, to je ta prvi odziv. Preden začne pol razmišljati. Se mi zdi, da poezija ima tako ploskovitost do človeka, ko deluje, da je sposobna te kanale spucati in odpreti. Tako da tista polica tam, ko si ti zdaj, bi morala biti pol prazna. To bi želela za leto 2021. Da ljudi vsakič, ko pride v knjižnico, pa si jo sposodijo, karkoli si hočejo sposoditi, pa še eno pesniško zbirko zraven. Iz tvojih ust. Ja. Vsa ušesa. Anja, najlepša ti hvala. Jaz se imam za zahvaliti. Jaz sem strašno vesela, kadarkoli pride kakršnokoli vabilo z Koroške. To je pač nekaj, a veš, ko imaš v sebi. Tudi Boh ve, kjerkoli se. Tako da me je pol tudi to, danes bo tak fajn dan, ko bom skozi nosil to v sebi. Tako da res hvala lepa za vabilo, strašno sem vesela in strašno sem gmajtna, kot se reče. In bi vse pozdravila v knjižnici, bi vse pozdravila ful lepo in bi se ful zahvalila, da si se spomnila na mene tudi. No. Smo trepetali, da si boš vzela cajt. Veš kaj, ni da ne bi hotel, ni da ne bi hotel, res ne. Mislim, bohvari tak misliti, res ni to, da ne bi hotel. Samo glih v takem cajtu je prišel vabilo tvoje, ko sem pa tek nočem pa na pol. A veš, nočem pa na pol narediti, nočem pa tek ufrkniti, to pa ni pošteno pol. Pa rajš, če nisem ziher, da bom lahko, pa rajš rečem, Jezus, ne morem, ali če pa tak, da bi pa na pol, to pa mrzim. To pa ne morem. Da sem vesela, da smo se najdli tak, da sem lahko. Ful dobro. Poleg tega, kaj vse si ti želiš in želiš drugim. Ti jaz želim v leto 2021 en kup takih fotk najsrečnejših v enem svinskem puloverju, ko me ful lepo nasmejava. Ja, da ti pulover, jaz sem zdaj upraven. Želim ti veliko dobrih prevodov, da bi take izzive sprejemala, pa da bi ti bili da bi tak smučila med njimi. Najlepša hvala. Želim ti ogromno tistega mera, da ne slišiš sosedov, če tudi so ful glasni, pa lahko pišeš. In sploh tako vse dobro. Bodi tako, kot si. Najlepša hvala, enako. Res, najlepša hvala in najboljše želje tudi za tebe. Super. In upam, da se vidimo v živo čim prej, ko se bo dalo. In bomo smo se že nekaj dogovarjali za poletje, ali bomo pa tam smo zmenjene tam, ko si ti zdaj. Da se tam usedemo. Tam je fajn. Jaz imam pa tu en kup tvojih knjig, ki so tudi na policiji, pa jih nesem v pisarno. No, odlično. In pa odnesem domov. Super. Hvala. Res hvala lepa.